potem, kar zadeva tega, da dejansko ni podjetja v Sloveniji, ki nima nadzornega sveta in podobno. Ne vem, v zakonu lepo piše, da obrazlagam, zakaj bom proti temu. A ne? Torej, v zakonu lepo piše, da obstaja tudi finančni odbor, ki ima 5 članov. A ne? Tudi finančni odbor, ki ima 5 članov. Torej, svet, finančni odbor in uprava. Tako da jaz mislim, da zdaj bi pa še težko kaj drugega tukaj gor napletli. Ta seja in vse vaše razprave so dejansko per se pokazatelj, kako vi vidite delovanje medijev in novinarstva. Kakšen je ta vaš svet? To je v bistvu za učbenik. To je treba samo skupaj dati, pa dati nekam, kaj novinarstvo in kaj mediji niso. Ker vi ste per se za čista prezentacija tega, mi je zelo žal. Skratka, mediji ne poročajo, jaz samo malo, zdaj si bom pa, mediji ne poročajo samo tisto, kar je vam lepo. Gospod Hoivik, dajmo se umiriti, fante, saj bo vse v redu. Skratka, ja, poslanec, prosim, če se vsi umirimo in v redu, samo tole bom povedala do konca. In sicer nezakonito preiskovanje RTV-ja, nezakonito preiskovanje Nove 24. To je ena zgodba, o kateri se bova pogovarjala kje drugje. Kje je ta nezakonitost? Bom pa nekaj rekla. Iz javnega denarja se tako malo gledan program, kot je Nova 24, nikoli v zgodovini ni financiral in se nikoli ne bo. To je bila iznajdba vas. Za nič gledanost, javni denar iz Telekoma. In to je sramota par excellence. Tako da ste zadnji, ki imate pravico karkoli o tem govoriti. Čeprav vendarle vemo, da ne gre za medije, ampak da gre za strankarsko glasilo. Hvala lepa, torej glasovala bom proti. Ja, hvala. Zlorabili ste obrazložitev glasu, saj vsi vemo, ampak dajmo se sedaj umiriti, še kdo želi zlorabiti obrazložitev glasu. Ne bo. Dajmo se umiriti, fante, saj bo vse v redu.